je ena lepših punc. Dajva tako reči. Kje ste modeli? Gledate novo epizodo Testure, tokrat pa je pred mano brezžična sedežna opora KS Rage Circuit, ki so mi jo zrihtali modeli iz trgovine Kult DO. Zanimiva pa je sploh zato, ker za njo ne rabiš odšteti preveč denarja. Pa poglejmo, kaj ponuja. Evo jo, in kaj ne rečem, podobno kot njihove klasične variante na kabel, se tudi brezžične sedežne opore delijo na dražje in cenejše. Tale KS Rage Circuit trenutno stane okrog 449 €, medtem ko njena dražja različica Lev Circuit stane tam nekje okrog 700 € trenutno, ker nikoli ne veš, lahko se podraži kot nafta. Morate pa vedeti, da si tale Rage Circuit z dražjim bratom deli glavo, elektronko, baterijo, daljinc in praktično skoraj cel izgled, in ravno zato je zanimiva, ker si jo lahko tudi privoščimo ljudje na minimalcih. Specifikacije in zasnova. Opora KS Rage Circuit je na voljo v premerih 39 in 31,6 mm s hodom od 120 mm pa vse do 180 mm. Če bo tvoj okvir slučajno rabil premer 34,9 ali pa če si želiš 200 mm hoda, pa boš mogel podleč tošelj pa kupiti njenega dražjega brata KS Lev Circuit. Uporablja lastni 2,4 GHz brezžični sistem, medtem ko baterija kapacitete 450 mAh zdrži tam nekje do 8 tednov vožnje. Polnjenje traja 4,5 ure, kar se mi zdi popolnoma legit. Teža tele sedežne opore je nekje od 700 do 750 gramov, odvisno, kjer model zbereš. Sem pa preveril tudi ostale, da ne boste mislili, da sem šalabajzer, in sicer RockShox Reverb Access ima nekje 730 do 780 gramov, Fox Neo pa 740 do 760 gramov. Ker je pa čisto hudo, ker sta ta dva modela precej dražja, morate vedeti, da je nekje RockShox okrog 700 €, Fox Neo pa skoraj 1200 €, tako da je tale sedežna opora one to watch, baby. Zdaj pa na montažo in uporabo. Pridi. Evo, tole je vse, kar dobiš zraven v škatli. Začne se v bistvu s takile remotom. Pri kakšnih žičnih oporah moraš ti remote kupovati, tukaj dobiš vse zraven, vključno z 2032 baterijo. Jaz sem jo že dal noter, da je pol malo manj dela. Dobiš polnilec za glavno baterijo od sedežne opore, zgleda nekako takole, na USB polnjenje pa USB-C. Pol pa daš v bistvu realno samo še tole varovalo baterije, ki pride na sedežni opori takole ven, in ga nadomestiš s ta pravo baterijo, ki izgleda nekako takole, samo slidneš noter in zapreš varovalo in zdaj bi mogla zadeva delati. Remote stisneš, pritisneš dol, evo, in evo ga. Zadeva dela out of the box, pejmo pa mi zdaj tole zmontirati v mojega Leopard Scott Ransoma, pol pa v gost. Se pravi, celoten sistem je zelo preprost, brez kablov, brez notranjega napeljevanja, samo vstaviš sedežno oporo, je pritrdiš in namestiš daljinc. Meni je vse to vzelo manj kot 5 minut, v primerjavi z napeljevanjem kablov skozi okvir je kar velika razlika. Manj kot 5 minut dela, ta stara ven, ta nova noter, sploh iber hiter, full simple, tudi tole ročko sem dal še na ta staro objemko, tako da vse tako, kot mora biti. Poglej tole, prvi občutki zelo impresivni, kaj ne rečem, to je to, pejmo zdaj na trail pa testirati v obdobju parih mesecev. Čau! Evo, na terenu, kaj lahko sploh povem o komponenti, kot je sedežna opora. To, da nisem tuhtu, medtem, ker sem uporabljal diamant, to pomeni, da uporabljaš svoje delo zelo dobro. Klasično pritisneš gumb in se spusti brez kakšnega večjega napora, ko se vstaneš, pritisneš gumb in se dvigne zelo hitro in učinkovito. Gumb je pozicioniran tako, da je na doseg prsta tam, kam mora biti. Morda slabost je ta, da če pogledaš ročko, je sicer lepa, ampak tak plastičen feeling daje, mogoče, da je rahlo cenena, ampak v bistvu načeloma funkcijo popravlja zelo dobro. Tako da, kar bi jaz poštimal, je mogoče, da bi dal še malo razvoja v premium feeling gumba, vse ostalo pa nimam nobenih pritožb.
mogoče bi bila za koga slabost teža, je 150 gramov težja od kakšnih klasičnih sedežnih opor na zajlo. Zdaj, če gremo gledati v segment elektrokoleska, itak bike 20 kg, 21, 23, 24, nima veze. Tiska pa navaden bike, pa ki hoče imeti lahek bike, se bo pa valjda pritoževal zaradi 150 gramov, ker valjda 150 tam si že na 300, 150 kle si že skoraj na pol kile in se nabere in že hitro 1 kila. Ampak jaz pravim, da tega le nisem opazil na mojem enduro bajku. Vse ostalo, kaj ne lahko rečem, vrhunska zadeva, res drži 8 tednov delovanja, baterija v jumbu se mi še ni spraznila, pa nobenega lufta nima, to moram poudariti, nobenega lufta nima, ne levo, desno, ker sem imel mogoče za pripomniti, da moram, tukaj piše 5 Nm, da zategneš sedežno objemko. Če jo zategnem na 5 Nm, je takole, evo, lahko na roke zelo hitro premaknem sedež, tako da mora zategniti malo več kot 5 Nm, ker ima tale samo ohišje malo bolj gladko, kot je bila prejšnja, ampak to se da rešiti, da malo na muško pristopah zadevi. Tako da to je to, kar se mene tiče, vrhunska izdelka za 449 €. Priporočam vsakemu, če ga motijo kabli, zelo hitra montaža, ker klele bom, če bi jaz zdaj hotel iti nazaj na klasično sedežno oporo, moram zdajle ta kabel spraviti čez cel okvir, pa nazaj čez tole sedežno oporo, oziroma čez sedežno cev, zdaj mi pa ne bo treba. Zdaj sem samo vtaknil noter, kot ste videli, hitra montaža, vrhunsko delovanje, baterija daš noter in eto ga na, poglej to. Opa. Jaz res ne vem, kaj bi še človek rad. Za 449 € stari imaš elektronsko sedežno oporo, ki v bistvu ni nikjer moteča. Všeč mi je, da je tale glava, tukaj od spodaj, ful lepo skrita. Pri Foxu me morda moti, tukaj, ki ima kar neko baterijo, tukaj en štrcel, reverb ima tudi ful večjo glavo od zadaj. Ta je pa v bistvu, kar se tiče elektronskih sedežnih opor, za moje pojme, celo da najlep skrita. Tako da lahko se gremo prepirati. Kaj pa vi pravite? Zapiši v komentar, me zanima tvoje mnenje, ampak realno jaz mislim, da glede na to, kaj sem zdaj potuhtal pa potestiral, da me noben ne more prepričati nasprotno. Tako da, a bom uporabnik te sedežne opore? Jaz mislim, da bom. 449 €, če pa še kakšen popust dajo valijo, si pa zelo hiter na ekstra cen zadevi za elektronko. Tako da, to je to, elektronske prestave, vrhunske, elektronska sedežna opora, vrhunska stvar. Priporočam, pa pogledajte tole, Clean Cockpit, samo še kabli od zavor. Kaj češ lepšega v bistvu? Pa imaš pa šop za zaklep amortizerjev, pa šop za sedežno oporo, pa bremze. Ne vem pa, če bo šel na brezžične bremze. Tudi to se je nekaj govorili, mislim, da so nekaj delali, ampak klele imam pa kar rad mehanko, naj bo kar v kablu noter, ole. Ostalo pa, baby, saj razvoj nekaj naredi, prihodnost je tudi lepa. Ali pa ne. Presodi sam. Nekje sem na reviewju prebral, da ne bi vračala malo bolj počas. Jaz ne vem, kaj je kadil tako, je to napisal, ampak kaj bi ti lahko še hitrej hotel, le to. Vrhunsko. Tako da to je to. Kontaktirajte fantje v trgovini Kult DOO iz Logatca, pogledajte njihovo spletno stran. Hvala tudi njim za podporo tega videa. Ti pa lahko podpreš z nakupom kakšne stvari na moji spletni strani, štumfi, majčke, puloverji, ali pa čist nižje je tak donate button, kjer mi prispevaš kakšen evro na moj PayPal, da lahko vzdržujem stare bembare. A veš, pa tudi 2 otroka bom, pa bajka, pa nima veze. Jaz bom ta denar dobro porabil in ti veš, da ga bom. Tako da to je to. Hvala vsem za support, se vidimo v naslednji testuri. Upam, da vam je to všeč in ostanite črni.